No, nekaj dobrega seveda za bolj čisto in zeleno okolico. Na nekako zeleni lokaciji pa se trenutno nahaja tudi naša gala, ki se nahaja v kajak kanu klubu Ljubljana. To, da je krepko vroče, lahko najbrž občutite tudi na svoji koži, da pa boste vedeli, kam po osvežitev, smo se mi odpravili do Špice oziroma njen nasprotni breg, kjer se nahaja omenjeni klub. Govorili bomo s Tomažem Pretnarjem, s katerim bomo spregovorili o plovbi po Ljubljanici in izposoje za to potrebne opreme. Ob njem pa se nahaja naša gala in gala, predajam ti besedo. Rok, najlepša hvala za tale uvod. Vsi gledalci lepo pozdravljeni. Res je, nahajam se v kajak klubu Ljubljana Levi breg oziroma v Bober Marin. Z menoj je gospod Tomaž Pretnar, lepo pozdravljeni. Enako pozdravljeni tudi vsi ostali. Ja, midva bova kar skočila, ker kakor samo ime že pove, si najverjetneje tukaj lahko izposodimo kajake in kanuje. Mene pa že kar na začetku zanima, ali je za izposojo in za plovbo potrebno kakšno posebno predznanje. Ja, tako bom rekel, no. Fajn je, če si nisi čist prvič v čovnu, da vsaj veš, kako se veslo drži, da ne držiš, ne vem, kažlico, to, kaj je. Se pravi, je pa tako, kanu je relativno varna zadeva, dosti široka, stabilna, tako, če se ne greš gondoljerja in v slašu stojeti, da ne ostajaš v čovnu, načeloma se ne more ti nič zgoditi, ne. Dobiš pa pri izposoji dobiš rešilne jopiče, tako da tudi, če padeš, si nekako varovan, ne. Je pa se pravi, za sup, pa za kajak je pa fajn, da si že kdaj bil na čovnu ali pa kakšen tečaj naredil. Torej, omenil ste tudi supe. Se pri vas poleg kajakov in kanujev da izposoditi tudi supe? Ja, tudi supe, imamo nekaj kajakov, je pa primarno izposoja kanujev, ne. Pa se da pri vas, prej ste rekel, da je dobro imeti kakšen tečaj, je možno pred samo uro izposoje dobiti tudi kakšne usmeritve, malo demonstracije? Ja, no, to vsakmu, če vidimo, da je neveč, ne, povemo, kako stopati v čovn, kako se usesti, kako držati noge, kako prime veslo, kako veslati, da se bo obrnil jec. To je tistih, ne vem, šnel kurs, ne, ampak to je pol, koliko je kdo dojemljiv, ne. Eni to hitro usvojijo, eni se pa pač mečka na levo, desno, malo vijugajo, ne. Je pa tako, no, da taki, ki so nevešči, jim pač priporočamo prvo gor vodno, se pravi proti Vrhniki, ker ni prometa, Ljubljanca je širša in vse. In potem, če jim to zlaufa, vidimo, grejo lahko tudi potem malo proti mestu. Je pa v mestu treba kar malo paziti, ker je kar par turističnih hladic. Režim je tako, kot na cesti, se pravi, desne smeri se je treba držati, je pa tako, tam malo se morate velikega bati. Ja. Rekel ste, da priporočate gor vodno proti Vrhniki, pa se da priti prav do Vrhnike, do izvira? Ja, načeloma iz kanujem ni problema. Problem je edin, ker je to dolžina, se pravi, ker je do Vrhnike skoraj 24 kilometrov, zdaj tiste 4 kilometre na ure gremo, to je res celodnevni izlet garajne. Se pravi, je pa, se pravi, od južne obvoznice, ne vem, par 100 metrov gor vodno je to Ljubljanca, je čisto slovenska Amazonka, se pravi, biotsko, flora, fauna, to buhti, cveti, Potem se najbrž da najti tudi kakšen prijeten kotiček, kjer si lahko pripravimo recimo piknik ob poti. Ja, da se, en kotiček malo celo midva, malo pripravljen, malo pokušen, sicer kakšne infrastrukture gor ni, ker tudi ne sme biti, ker je to Natura 2000, ampak mislim, da tudi kakšen kmet, če mu tam ob robu na travnik dekco pogrnaš, pa malo počiješ, da ne bi glih. Nič proti, ne. Zdaj pa bi v bistvu sva rekla, da je kar dolga vožnja do tam, ampak imate kakšno priporočilo, kako se vesla, da s čim manj napora, čim dlje pridemo? Najbolj pomemben je, se pravi, da ti čovn drži smer, se pravi, tisti, ki odzadaj sedi, mora malo krmariti, se pravi, pri vsakem zaveslaju dati malo kontra, krajša kaj linija, del prideš, manj se utrudiš. Pa ni treba, se pravi, ni treba neki prav na silo, se pravi, z enim takem
zmernim tempom, prijetnim, kaj je, kaj itak si na izletu, nisi na tekmovanju. Se pravi tako, zdaj, to je to, no, se pravi, bolj, ko bo čoban šel v tisto smer, kaj ti želiš, bolj, ko bo naravno šel, manj, ko boš cicakal, lažje ti bo in manj se bo zmatral. Kakšna pa je drugače Ljubljanica za plovbo? Izgleda taka precej mirna in ležerna. Kaj pa mogoče takrat, ko je bolj razdivjana, takrat plovbo odsvetujete? Se pravi, izposoja je samo, kadar ob normalnem vodostaju. Čim ima Ljubljanca malo večji pretok, potem pač to ni možno, ker vse varnost je pomembna. Se pravi, Ljubljanca ima zdaj čez poletje, ne vem, 16, 18 kubikov pretoka, ampak to zna pridati tudi na 240, 250, pa tudi kje do 300. In takrat Ljubljanca ni več taka zelo prijazna reka. Pa so drugače tudi kakšni vešči kajakaši, ki se vseeno preizkusijo v tem, ali Ljubljanica v takem primeru čisto no-go? Ne, tako bom rekel, te res vešči kajakaši, pa to, kaj grejo takrat, ko so te veliki pretoki na Sočo, na Savo, so večje role, ker kle na Ljubljanci je samo hitrost in sam garanje, to ni glih, kakšen izziv. Pa ko sva že ravno pri veščih kajakaših, prej sva se pogovarjala tudi o zgodovini vašega kluba. Kako dolgo ste že tukaj in kako se je razvijala vaša pot? Ja, stale Kajak Kanu klub Ljubljana Levi breg je na tej lokaciji že od 1931. leta. To je bil prvi Kajak Kanu klub v Sloveniji. Sicer se je potem ime parkrat zamenjalo, ampak se pravi letos imamo 90-letnico kluba, je pa ves ta čas se pravi tukaj v Trnovskem pristanu. Sicer zdaj športni del kajakašev se je preselil na desni breg, na ulico Livada, tam 150 metrov gor vodno, tukaj smo pa bolj ta stari, ki ne vaslamo več. Pa se ob 90-letnici pričakuje tudi kakšno praznovanje? Kako boste obeležili to? Bolj interno, ker letos je, zdaj je bila ta korona, malo smo bili zaprti, malo to in tudi nismo mogli, nismo vedeli, bomo sploh lahko delali ali ne, tako da bo. Ja, bo malo take bolj interne klubske zabavice. Ste rekel, da zaradi razmer ni bilo jasno, boste lahko delali ali ne, ampak zdaj lahko delate. Kdaj se vas najde? Ja, mi smo tukaj 7 dni na teden, od 10. ure, takrat tudi odpiramo, se pravi, klub do izposoja je pa nekje do mraka, do teme, se pravi, čolni morajo biti z mrakom nazaj, tako da zdaj pač to varira, zdaj je to skoraj do 9. ure, čez 14 dni bo to pa ne vem, pa že 8. ura. Ja, super, potem pa zdaj sva obdelala prejle gor vodno vožnjo. Kako pa je z Ljubljanico dol vodno? Do kje se pride in kako se da pluti dol vodno? Ni zvodno, tako kot sem rekel, plovni režim skozi mesto, se pravi, tudi na reki je po desni strani, se pravi, Grubarjev prekop je plovan, se pravi, do Zapornice. Zapornice so v bistvu na ovinku Roške. Skozi mesto je pa do Ambrožovega trga, tam so spet Plešnikove zapornice. Da se pravi, ob lepem takalem normalnem vodostaju vse to da, ker se pravi od Krakovga naprej dol, se Ljubljanca stisne v korito in tam se pravi tok se še toliko bolj spotencira, če malo bolj teče. Tako da se da pridati do Ambroža, je pa Ljubljana, se pravi iz Žabe perspektive čez nekaj drugačega, kukor tiska greš po pločniku pa to. Vidiš pač vse tiste fasade, štukature, ki jih s pločnika ne vidiš in je tako, da je lepa. Kaj pa, če bi recimo kdo hotel iti do Save, torej bi mogel na drugo stran Zapornice, to da kako organizirati? Organizirali to še nismo, so bili pač te privat poskusi, je prišel dol, tam so, se pravi, vsake toliko časa, klele v te, se pravi, v Ljubljanici, ki je korito, so tudi stopnice, tudi pri Ambrožovem trgu so ene take stopničke, pač tam je čovan parjev, sup parjev, odnesel ven za Zapornicami, spet po bregu se spustil dol in šel naprej. Tako da je kar precej dela, če bi hotel do Save pridati, bi se kar ene 4-krat bi mogel tole prenašati čovan.
Torej, veliko je možnosti za plovbo po Ljubljanici. Kako se še vse da z Bober Marine naokrog, bova preverila po oglasih. Tako da ostanite z nami, zdaj gremo na kratko v oglase, potem pa se spet gledamo. Lepo pozdravljeni spet v naši družbi. Midva s Tomažem sva še vedno tukaj v Kajak Kanu klubu Ljubljana Levi Breg. In meni je, kar priznam, precej vroče in tale Ljubljanica kar mika. Tako da jaz bi vprašala, a je Ljubljanica za se skopati tudi? Ja, no sicer uradno to pravijo še, da ne, je pa Ljubljanica se pravi mnogo bolj čista, kot je bila 30 let nazaj, ne, se pravi industrija usnarna na Vrhniki se je zaprla, Vrhnika se je komunalno uredila, tako da celo gor vodno od južne obvoznice pride Ljubljanica v drugi kakovostni razred, to je isto, kot Soča od Bovca dol. V sami Ljubljanci je, tako sem rekel, je veliko življenja, tako da živi 42 vrst rib, tako da Postrv, Sulc je še vedno prisoten v centru mesta, Lipan je v Grubarju, tako da je pa tako, Ljubljanca zgleda taka zelena, motna, pa to, če jo pa zajamem v kozarc, je pa voda prozorna, tako kot iz pipe, tako da mogoče edini problem je to, da je Ljubljanca relativno hladna reka poleti, ker ima ogromno teh podvodnih izvirov in tistih 8 stopinj Ljubljanca pozim greje, zato Ljubljanca nikoli ne zmrzne, zmrznejo pritoki, polet pa teh istih 8 stopinj pa Ljubljanca ohladi, tako da ima tam 17 do 18, kaj dosti več pa že napride. In vse klej je bil kopališče, moja mama, se pravi, mi kot otroci, mi smo se kopali skozi, čeprav je bilo to, danes je pač, so otroci malo bolj razvajan, če ni 25 stopinj, pa če niso ploščice po tleh, ga lahko šnalga napade in to je bolj, no. So pa še zmeri, ljudje, ki se skopajo, Torej, če si kdo zaželi osvežitve, ne bo ravno imel kakšnih kožnih težav? Ne bo šel na infekcijsko pa na jablo. Kako globoka pa je Ljubljanica takole tukaj? Ljubljanica je, se pravi, od Špice proti Vrhniki, se pravi, je nekje povprečje med 5 in 7 metrov. Najglobja kotanja je tamle pri restauraciji Livada, tam je 11,5 do 12 metrov, drugače pa to relativno globoka reka. Tudi profil korita je tak široki U, tako da je vodnata zadeva. Do kje pa je pravzaprav v urejenem koritu in kje se začne potem naravna struga? Klele je Špica, tukaj se začne to urejeno korito, to je Plečnik delal tam od 1928 do začetka druge svetovne vojne in on je takrat poglobil korito skozi mesto za dobre 3 metre. Se pravi, da bi Ljubljano nekako rešil pred poplavami in ker je poglobil tok, je mogel narediti zapornice, ker če bi se Ljubljansko barje preveč osušilo, ker naravni padac Vrhnika Ljubljana je tam meter ali pa še malo, se pravi, bi ta glina Polževka šota sesedla se skup, pratili bi kokavno in bi imeli spet jezer, tako da s tem zapornicam nekako uravnavajo minimalni nivo podstalne vode na barju. Je pa, se pravi, od Špice do zapornic, dno tlakovano, se pravi nekako urejeno v škarpah, tukaj Trnovski pristan so take široke stopnice, tukaj je tudi knjižnica pod drevesom, tako da je kar tak lep druženje. Čez mesto je pa globoka, ne vem, kle na Špici bi mogla biti cirka 2 metra, 2,20 in potem padac proti zapornicam na 4 metre. Torej, s tem kanalom se je ustvaril tudi nekakšen otok. Pa je tale naš otok dejansko otok? Ja, Ljubljana je največji slovenski otok. Klele na Špici Ljubljanca razcep v Štepancu, se spet združ, kot da je Grajski grič, Prule, staro mestno jedro in vse to so Otočani. Zdaj bi se pa jaz spet kar malce vrnila k plovbi, pa me zanima tudi, če imate kakšne organizirane izlete z vašimi kajaki oziroma kanuji. Ja, da se, vse se da po dogovorju zmeniti, drugače imamo pa tudi 2 ladice, turistične. Ena je za 50, ena je za 35 oseb in da se tudi z ladicam, se pravi, zorganizirati od team buildinga do praznovanja, do, ne vem, izobraževanja, do samega ogleda mesta, v glavnem vse se da na ladicah. Pač po dogovoru štartamo takrat
obori, ki se dogovorimo, ni to, no, se pravi, je pa to, se pravi, za zaključene skupine, se pravi, ladjice po dogovoru vnaprej, ne. Prej sva se pogovarjala tudi o tem, da se da na ladjici doživeti različne kulinarične izkušnje. Kako je s tem? Ja, tako da mi smo, se pravi, na ladjici tudi kuhamo, pripravljamo. Meni je pač po dogovoru, ne, da se pripraviti od ribjih zadev do žara, do zelenjave, do rižot, do jedi na žlico in pa moram reči, da to ni neki catering, da bi neki imeli v šefingih pa to, ampak vsa hrana se pripravlja sproti na ladjici, tako da je vse sveže in toplo, ko pride na mizo. Torej, to je odlična ideja za kakšen zaključen izlet. Zdajle pa še sva rekla, da se da vse po dogovoru. Kje pa vas najdejo, kontakt, kako, morda lahko kar delite kakšen spletni naslov ali pa mail? Zdaj moram jaz tole, ker to moj kolega bolj ureja splet. Je pa na spletni strani Bober Marine, ne, se pravi, po telefonih, tudi reklame smo imeli, tako da, no. Torej, na Bober Marine najdete vse, pa tudi v Pasici bi moral biti kontakt do Facebooka, tako da kdor si želi na izlet z Bober Marine ladjico ali pa izposoditi, sva rekla, kajak, kanu ali sup na Bober Marine. Zdaj pa ne vem, imate morda še kakšno zadnje sporočilo za vse interesente in naše gledalce? Seveda imamo tukaj, ne, se pravi, mi smo tukaj Trnovski pristan, 40, tukaj je tudi manjši lokalček, lepe terase, senca, tako da je lahko, pridete samo na kavico ali pa na kakšno drugo pijačko, vse pogledate in pa tudi, se pravim, tudi za dogovore za barko, pa to še vedno nekako radi vidimo, da ni to samo po spletu, vse to, da pridajo ljudje na teren, stik, da vidijo plovilo, da se dogovorimo in je nekako bolj pristen kontakt že v štartu, ne. Tako da vabljeni v Bober Marine. In jaz lahko tudi iz prve roke povem, da je ambient čudovit, tako da kdor si želi oddiha ob Ljubljanici, sence je dovolj, osvežilne pijače tudi, kavica je tudi na voljo, tako da lepo vabljeni v Bober Marine na levi breg Ljubljanice. Vabljeni pa tudi, da ostanete z nami, kajti po oglasih nadaljujemo z zanimivo vsebino. Se gledamo!